dobrodošli na predzadnji izvedbi letošnjega oziroma startup mislija te sezone. Glede na to, da je publika kar nekaj drugih obrazov in dovolite začeti kar taki EPP vložek, organizator tedenskih oziroma 14 dnevnih srečanj mariborskih startup skupnosti je tovarna Podemo, podjetniški inkubator. In kot podjetniški inkubator ta zdaj vam dela, ne sem še nekaj se govoril. Kot inkubator vam pomagamo, kjerkoli že ste na vaši podjetniški poti, se pravi, bodi si je podjetniška ideja nekaj, kar vam pomoči ne da spati in si jo želite resnično spraviti v življenje, ali pa ste že sami naredili prve korake na svoji podjetniški poti in rabite mogoče samo malo podpore, nekega strokovnega mentoriranja, se pravi, vse smo vam na voljo, naše storitve so brezplačne, tako da z nami ne izgubite praktično ničesar. Organiziramo tematske delavnice, v bistvu iz vseh tem, ki jih nek sodobni podjetnik mora znati. Zadnje čase veliko pozornosti posvečamo digitalnemu marketingu, izdelavi spletnih strani, se pravi pri nas res lahko dobiti neka znanja, ki imamo zagotovo v pomoč. Da ne bom predal, z nami je danes, kot veste, radijska voditeljica, ki se je preselila na televizijo kot TV kuharica, ki je postala motivatorka, podjetnica, skratka vse stranska. Bomo počnali z moj kolor. Hvala. A zdaj si me pustil, da jaz to samo priklopim, ne? Hvala se. Smo? Preglasno? 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 Ok, sem pa redo, ne? Dober dan! Marsikje sem že nastopala, pa marsikje sem že govorila, ampak vi ste pa moja publika, ne? Toliko znanih obrazov, kasneje bom rekla hvala, ker ste prišli, ok? Zdaj pa zresetiram to, kar ste do zdaj videli, pa štartam drugače. Jutri se vsete. Nema? Nema? Ja. Vam je nerodno, da to delam? Meni je tudi. Hotela sem začeti z najbolj pomembno zadevo, v okviru tega ne bom rekla predavanja, rekla bom govora. Vsi mi, ki danes tu sedimo, na srečo imamo čelni režen. A veste, kaj se skriva za tem čelnim režnjem? Zdaj bi rekli možgani, ne? Ja, načeloma pri večini ljudi, ja. Obstajajo tudi izjeme, ampak pri večini pa ja. Če gremo pa malo bolj v podrobnosti. Za čelnim režnjem se skrivajo zrcalni nevroni. In zrcalni nevroni so nekaj čudovitega. Zrcalni nevroni delajo to, da ko jaz pogledam vas, pa se vam iskreno pa prijazno nasmejim, vi pogledate mene in se prijazno nasmejite. Veste, to gre na podzavedni ravni. Človek ne razmišlja kaj dosti o tem. Zrcalni nevroni povzročajo tudi to, da ko jaz nekaj zavzeto razlagam, pa poleg kimam, začnete kimati tudi vi. Ko se namrščim, se namrščite tudi vi. Ko ste žalostna, pa govorim o tem, kaj se mi je hudega zgodilo, se načeloma zresnite, pa me žalostnimi, zaskrbljenimi očmi gledate tudi vi. Zrcalni nevroni delajo to, da ko gledamo film Titanic, poleg jočemo. Ko se utaplja Leonardo DiCaprio, se nam zdi, da se utaplja naša ljubezen. Čeprav nam je vsem jasno, da je DiCaprio čist vredo, da je glumasno plačan za ta film, da se ni utopil tam v tistem mrzlem oceanu, ampak da je šel domov in da je čist cool. Zrcalni nevroni delajo to, da ko vam nekdo razlaga vic, tudi če vic ni smešen, se vi na koncu vseeno malo nasmejite, zato da ne bi bilo tistemu drugemu človeku nerodno. Vse to delajo zrcalni nevroni. Kaj sem naredila jaz? Jaz sem prišla sem, pred vas, pa sem se vam prijazno in iskreno nasmejala. Vas prijazno pogledala. Nisem čakala, da to naredite vi. Začela sem pri sebi.
In glavno vodilo teh 90 minut naj bo, da razmišljate o sebi, da se ne ozirate na to, kdaj se boste nasmejali, kdaj se boste namrščili, kdaj boste gledali zaskrbljeno, pa kdaj boste kaj rekli ali pa vprašali. Ne čakajte na soseda. Zdaj pa smo pri tem, kdaj boste vi danes kaj rekli ali pa vprašali. Veste, dve zadevi se ves čas ponavljata, ne glede na to, kam gre predavati. Prva je ta, da ko jaz ponavadi pridem par minut prej, pa sedim v neki predavalnici, pa opazujem ljudi, vedno se vsi posedajo kje? Zadaj. Zakaj? Tudi danes je bilo tak, ne? Začeli ste tam zadaj, vi rebe, že ste prišli prepozno, da ste sedeti spredaj. Zakaj se posedamo zadaj? Ker smo zaskrbljeni, ne? Se tam dobro, pa tudi tiste, ki govori, ne poznamo, kaj pa če bo kome pa vprašala. Naj vas poverim, tiste, ki ste v prvih vrstah, jaz nikoli nič ne sprašujem. Ok? Tako da vi ste mirni. Kaj pa vsi ostali? Ker to, kar bomo danes govorili, je komunikacija. In komunikacija je vedno najboljša takrat, ko je dvosmerna. Kaj če zdaj jaz sama 90 minut govori, če pa govorim o komunikaciji? Ker veste, dokler vi pridete sem, pa se fajn, podobno sedete na vaše stolčke, pa malo prekrižate roke, pa prekrižate noge, pa se naslonite nazaj, pa me malo gledate s strani nagnjeno glavo izpočela, a se je zdaj splačalo, ali bi bilo boljše sedeti doma pred tebe sendvič jesti, ne? To je dolgo, dokler ste vi sproščeni, je vredo. Ampak zdaj pa jaz tu hodim. Pa ravno ste rekli, da mogoče bo koga vprašala, da to ne bo tisti prvih vrstah. Kaj se pa zdaj zgodi? A malo tu koga, ki strašno rad govori? Dobro, ne ti vem, da ja. Načeloma niti ne, ne? Načeloma smo bolj sproščeni, če že vnaprej vemo, da ne bo treba nič povedati. Zato, ker če pa jaz zdaj pridem, ne, Ana, recimo do tebe, pa rečem, glej, Ana, ti boš pa zdaj vstala, pa boš stopila sem, pa boš 3 minute nekaj govorila o sebi, malo se predstavi pa to. Zdaj, eno je to, kar čuti Ana, drugo je pa to, kar čutite vi vsi. Recimo vi, poleg, ne bi zdaj, ali pa vi na tej strani najprej začeli razmišljati, kam bo zdaj baba šla. Zdaj bi ne, zdaj se vila levo ali bo zavila desno. In takrat se v nas začnejo prebujati neka čustva. Zakaj pa ne govorimo radi v javnosti? Zakaj ne? Zakaj ne govorimo radi v javnosti? Zakaj se noben ostane reče, jaz bom svojo zgodbo povedal? Nas je strah. Ja, česa nas je strah? Neodobravanja. Jo, seveda, tega, kaj bodo mislili drugi. Kaj bodo pa rekli drugi? A sem jaz fajna in nista, ali bodo veli vsi radi, ali bom vsem simpatična, ali sem vsem prikupila, ali sem to mislil, da kaj je. Tale se je pa malo postarala od takrat, ko je bila nazadnje na Jumbo plakati, pa kako kilo zraven je dobila, ne? Sploh ženske, me opazimo vse. Kdo pa je ta, ki danes govori? Danes sem se peljala z Ljubljane proti Mariboru, proti Kidri, pa sem razmišljala, koliko naj se predstavljam. Nekako se mi je zdelo, da boste danes tudi tisti, ki me na tak ali drug način že poznate. Zato sem se odločila, da se ne bom preveč predstavljala, ampak vam bom povedala samo bistvo. Kdo sem jaz? Jaz sem mama. Jaz sem najprej mama. Jaz sem mama dvema krasnima fantoma, ki sta me naučila najbolj pomembne stvari v življenju. Pokazala sta mi, kaj je brezpogojna ljubezen. Potem sem seveda še v marsikateri drugi vlogi. Do svojega 40. rojstnega dneva sem mislila, da moram biti v vseh vlogah popolna. Da moram biti popolna mama, popolna hči, popolna prijateljica, popolna partnerka, popolna zaposlena, popolna sodelavka. Vse mora biti popolno. Potem je pa nekega dne korakala moja boljša polovica, pa morate misliti, to ni moj mož. Ampak je mojca Pehat. To sem jaz. Vidite, ona pa takoj pa mama. Ona pa nisem naredila. In mojca Pehat je solastnica, soustanoviteljica podjetja Retorik, moja prijateljica že več kot 20 let. Moj foter pravi, da sva kot dve zapornici. Veste, tisti dve, ki ste
so bili 20 let skup po čuzi, bolje pa spustijo ven, pa preden gre sta prehitra in več reče, da očin to ti še moram povedati. No, približno tako sva vidve, ne? Skratka, Mojca je prišla in je povedala en izredno pomemben stavek. Mojca je rekla, poslušaj, ne rabiš biti popoln. Lahko si samo dovolj dobra. Dovolj je, če si dovolj dobra. Ker če si popolna, ne smeš delati napak, niti si napak ne oprostiš. Ti se obsojaš za vse tisto, kar si naredila narobe. Če si pa dovolj dobra, so pa napake dopustne. Tako, Mojca, hvala. Jaz sem izredno nepopolno popolna mama. Moji otroci me vsak dan naučijo kaj novega, pa bom potem, če bomo imeli dovolj časa, ali pa se spomnite na koncu, povedala, kaj me je naučil moj 10 let star sin pred parimi dnevi. Moji otroci so moji rešitvi. Če jaz ne bi imela otrok, jaz bi delala 24 dnevno. Jaz obožujem to, kar delam. Do tega čutim strast. Do tega čutim veliko ljubezen. Meni nikoli ni težko delati. Jaz že 20 let stajam ob 5 zjutraj, ker tako rada delam. Izredno pomembno je, da imamo radi to, kar delamo. 8 ur dnevno, 40 ur tedensko, minimalno 160 ur v mesecu. Koliko delovne dobe? Koliko imamo delovne dobe približno? 40? Tu nekje, ne? Leto gor ali dol. Ampak mene, ko rabi živa groza, ko slišim koga, ker to predavanje je edino izven podjetij. Sicer sem do zdaj vedno predavala izključno na podjetjih. Živa groza me popade, ko vidim človeka 2 leti pred penzijo, 4 leta pred penzijo, pa reče, pa ti 2 leti še zburam, pa sem da prijem do penzije. 2 leti življenja! 8 ur dnevno, 40 ur tedensko, 160 ur mesečno! Ni toliko pomembno, pravijo eni, kaj delaš, kot to, s kom delaš. Verjamem, da tudi zaradi tega strašno rada hodim v službo, še ena zelo pomembna članica z naše pisarne Rastu, ona pa ima tremo, tako da jo bom potisnila v to, da malo pomaha, no, resna pomaha. Zelo na kratko, to sem jaz. In jaz se vam iskreno zahvaljujem, ker ste mi danes namenili 90 minut svojega časa. Tudi 90 minut je ogromno. Upam, da boste šli domov za vsem drugim, samo s tem, kar ste pričakovali. Vsakeč, ko pridem med ljudi, jih tole vprašam. A ste vi kaj prijazni? Kaj bi vi rekli za sebe? Ste vi kaj prijazni? A ste vi prijazni ljudje? Veste, ker meni se v zadnjem času zdi, ko sem tukaj med ljudmi, da so eni ponosni na to, da niso prijazni. Sploh ženske znamo zelo tako povedati. Zadnjič je rekla ena gospa na enem podjetju, veste, jaz vsakemu direkt povem pa iskreno, kaj si mislim. Sem se rekla, gospa, pa ni treba. Nebe potrebe ni, da bi ti znotraj enega delovnega okolja tako strašno direkt pa iskreno govoril, kaj si misliš. Ljudje si v človeku ustvarimo stik v kakrem času, oziroma vtis. V kakrem času si na podlagi prvega vtisa ustvarimo prvega stika, ustvarimo vtis. Ja, 4 do 7 sekund nekje, ne? Kaj to pomeni? To pomeni, da ste tisti, s katerimi se danes nisem poznala, prišli sem, pa ste mene pogledali, pa ste si naredili prvi vtis. A je prvi vtis težko popraviti? Zelo težko. Najboljši prvi vtis naredim, če se prijazno nasmejim. Nekaj nas pa ne cinično, ampak prijazno. O tem bomo še tudi govorili. Se pravi, maksimalno 7 sekundah, povprečje je tam nekaj 4, si ustvarimo vtis o drugem človeku. In to, kar opažam, predvsem pri nas ženskah, je to, da smo v tem obdobju, v katerem živimo, dosti krat ponosni na to, da delujemo, oprostite izrazu, za njega. Da jaz delujem, ki sem prišla, sem nas nekaj potem mislil. Skratka, mi bi danes, kar se komunikacije tiče, vsakemu povedali vse, kar si mislimo, mi smo eksperti na vseh področjih. Imaš ljudi, ne glede na to, o čem se boš z njim začel pogovarjati, on bo o tem nekaj vedel. Jedrska
Tudi za to komunikacijo ni nobene potrebe. Ti daš na svet, če te nekdo prosi za njega. Sploh se pa izogibaš tistim vzorcem, ki smo jih vsi dobili že v otroštvu, pa zato naši starši niso nič krivi. To zdaj moram reči, ko sta mama ata tam, ne? Tistim vzorcem, ki smo jih vsi dobili v otroštvu, ne? In mi, in naši starši, in njihovi starši, in tako naprej. Ko nekaj nekdo naredi narobe, vidiš, sem ti rekla, ne? Jaz sem to že prej vedela. Mi se moramo učiti na lastnih napakah. 90% prepričanj, ki jih imamo v svoji glavi, smo podedovali od naše družine. Kaj so prepričanja? Jaz takrat nič ne zmorem, jaz ne znam javno nastopati, jaz ne moram pred ljudmi govoriti, iz mene nikoli ne bo nič, jaz nimam talenta za jezike, matematika mi nikoli ležala, jaz sem med bolj nerodnimi, jaz ne znam pet, jaz boljše, da sem tiho, nikoli se ne smem pohvaliti, pa če sem pohvala, potem bodo ljudje rekli, da sem važna, vedno moram biti skromna, pa fejst moram delati, ne, ker življenje je trpljenje. Ni vsak dan nedelja, pa vsak nedelja je stotice. Treba se sprijazniti s tem, da je treba malo trpeti. Dosti krat pozabljamo, da je svet, v katerem živijo naši otroci naše generacije, popolnoma drugačen, kot je bil svet, v katerem smo živeli mi kot otroci, kaj še naši starši kot otroci. Veste, ko začnemo v komunikaciji s tistimi, ja, ne, jaz znam malo, pa to tak delali. Ma tega več ni. Tega več ni. To je mimo. Tisti svet je šel pa. Da, če bi bil v drugem svetu in bistveno se je spremenil zaradi česa. Telefonov, tablic, računalnikov, televizije in tako dalje. Ker veste, bili so časi, ne, tisti, ki ste malo mlajši, bili so časi, kot ni bilo interneta. Še več, bili so časi, ko ni bilo televizije. Še več, bili so časi, ko tudi radija ni bilo. Ker morate misliti, včasih so ljudje sedeli okrog radija in ga poslušali. Ko pa ni bilo radija, so pa sedeli okrog ognja, pa so se pogovarjali. Kako se pa znamo mi danes pogovarjati? Tudi če pridemo domov, načeloma zasedemo vsak svoj fotelj, ne? In je to. Apropo temu bom povedala eno zgodbo. Jaz sem se na drugem razredu osnovne šole smela eno spominsko knjigo. Vsi smo imeli takrat spominske knjige, ne? Danes da si kar nekaj takih tukaj ste imeli tisto spominsko knjigo. Zato pa vedeli, o kom govoriti, ne? In skratka, jaz sem občudovala svojo razredničarko, res je taka lepa, tu je bila modro namazana, pa tu je imela roza usta, tako se je takrat nosilo. Imela je perfektno frizuro in vedno da tako fajn zrihtana in skozi je tako mirjena, ona je čisto mirjeno, lepo, pravilno govorila. In meni se zdelo, da to je pa to, da več pa ni. In jaz sem dala njej spominsko knjigo. In zdaj, ko si dal ti kot otrok spominsko knjigo, si valjda žalčno čakal, da jo dobiš nazaj, ne? In si tako je bilo nazaj. In jaz sem čakala in ženska brez za tisto spominsko knjigo po 14 let nazaj, in jaz sem tako začela listati. In največja katastrofa v drugem razredu osnovne šole, ko sem jaz spominsko knjigo, je bila, da ti nekdo nekaj ni narisal, ampak sem napisal, ne? Razočaranje prvoklasno. Pa jaz berem, kaj me je ona napisala, in tam je z vzorno pisavo pisala ponovca. Življenje ni prazno. Življenje je delovni dan. Učiteljica tak. Jaz takrat tega nisem razumela. In presrečna sem, da še danes ne razumem. Ker jaz bi jo zelo rada srečala, da ji povem, da življenje je praznik. Tudi, če je delovni dan. In ko bomo danes govorili o mojem konceptu prijaznosti, bomo najprej govorili o tem, kako mora biti človek prijazen sam s sabo, da je lahko posledično prijazen s drugimi. A veste, prijaznost ne pomeni, da nekomu lezeš v rit. Prijaznost ne pomeni, da se vsem na silo smejiš. Prijaznost ne pomeni, da rečeš ja, takrat, ko v glavi kričiš ne. Prijaznost pomeni, da si najprej prijazen sam s sabo, da si lahko kasneje prijazen do drugih. Jaz
način sami sabo v lastnih glavah, zato se tudi z drugimi težko pogovarjamo prijazno. Zakaj omenjam to našo glavo vaš čas? Ker se seveda vse začne v njej. To je najbolj pomembna komunikacija v vašem življenju. Tista, ki jo sami sabo vodite v svojih glavah. To je najbolj pomembna komunikacija v našem življenju. Iz te komunikacije ven gre pa potem vse ostalo. Zadnji sem vprašala, koliko je bilo, to pozavim, 600 ljudi, banka pošta. Mi smo ene hotelo in to je bila masa ljudi, ne? Se pravi, predstavniki bank, pošte po večini, ne? Po večini pošte. No in jaz sem vprašala, a ste vi kaj prijazni? Zaveste, ko je to rulja ljudi, to imajo neko energijo, ne? No in oni so takoj so zakričali, ja! Zdaj si predstavljate tiste, ki so za okencem na pošti, okej? In jaz sem rekla, okej, koliko pa ste prijazni od nič do 10, če je nič neprijazni, pa 10 najbolj prijazni. Pa so se zadrli 12, ne? Sami sebe dosti krat vidimo drugače, kot nas vidijo drugi. Sami do sebe še znamo biti milosti. Pa se rečemo, pa se nisem to držala. Ne? Ampak, včasih se mi zdi, da je prijazno šla iz mode. Ti moraš drugim pokazati, da si malo nad njimi. Ti moraš pokazati, da stava ni za evancije. Ti moraš pokazati, sploh če si v službi, recimo zadnje pol leta delam po večini s medicinskimi sestrami, babicami, tehniki, negovalkami, zdravniki. Tudi če si v službi, recimo, ti si tam doma, imamo kakšno medicinsko sestro. Tudi če ga pola povem dalje. Tudi če si v službi, ne? Ne, to je pa res šala. Tudi če si v službi, ti si tam doma, to je tvoj drugi dom. In tisti, ki pridejo tja, morajo biti na tak način sprejeti. Kaj bi jaz naredila, če bi vi potrgate na vrata? A bi jaz potrgala vrata, ko bi rekla, ja, prosim. Kaj radite? Zdravstveno mi dajte najprej. Odsejte se malo, ne vidite, da je gužba. A bi jaz rekla, veš, da zgorišča? Če prijete k meni domov? Ne. Načeloma bi rekla, zdravo, dobrodošli. Zdaj pa ste mislili, da mora medicinska sestra, čisto novo, ne? Dobrodošli. Navadili smo se znotraj delovnega okolja pogovarjati se uradno, formalno. Ja pa kdo na tem svetu si pa želi formalne komunikacije? Načeloma zelo malo ljudi. Dajmo se pogovarjati kot človek s človekom, ne glede na to, kaj delamo in kje smo v službi in kdo smo. Kot človek s človekom. To predavanje je nastalo, ko sem jaz lani med marcem pa 24. junijem delala s 1600 ljudmi po celi Sloveniji. Različne branže, različni kadri. In ko sem se 14. junija tik pred počitnicami pa pred dopustom peljala na zadnje predavanje, sem študirala, kaj bi zdaj lahko rekla, da je skupno vsem tem ljudem. Jaz sem ugotovila, da nam ne manjka strokovno znanje. Pa to, če nam manjka, strokovno znanje ti lahko dobiš. To, kar nam manjka, so osnove. Osnove v človečnosti, osnove primarno v prijaznosti. In v take vrste prijaznosti, tisti, ki jo čutimo do sebe in do drugih, o tem bi danes želela govoriti z vami. Včasih me kdo gleda, pa vidim, ne, da mu piše v očeh, ker veste, komunikacija je verbalna, to so besede, ki jih govorimo, pa neverbalna. To pomeni, da vsak od vas ta trenutek govori svojo zgodbo. Gre za to, kako sedite, kje se praskate, kako držite roko, kje imate roke prikrižane, če imate še noge prikrižane, če je vaša glava nagnjena v strani, če me gledate malo izpod čela. Vse to govori svojo zgodbo. In ko jaz ljudi sprašujem, a so prijazni, pa ko jih sprašujem, kaj pomeni, da si prijazen, pa ko jih nagovarjam k temu, da bi bili bolj prijazni, vidim, da meni gleda zelo skeptično, ne? Ona idealistka. Naivka. Kaj prijazni? Se ne moraš biti prijazni. Kaj pa, če drugi ne bojo prijazni do tebe? Pa ti ne veš, da te lahko vsak nategne. Ne? Zdaj pa, če tako pogledaš, koliko ljudi vas pa je življenje, mislim, da je zelo narobe, da se te stavek sliši, ne? Veste, kaj mislim? Koliko krat so vas pa zašili ljudje v življenju? Koliko krat se vam je pa to zgodilo med vsemi odnosi, ki ste jih imeli? Seveda, to se lahko vedno zgodi, vedno je možnost za to. Ampak če si ti da so človeka odprt, če pozabiš ta small talk,
Veste, kaj se je to? Da srečaš nekoga, pa je zdravo, ne? Zdravo. Kak si? Pa dobiš odgovor, vredo. Resno, fajn, da si vidi, ja, kužva, se veš, kužva, vse je kužva, danes je kužva, ne? Kogarkoli vprašaš, kak si, ja, kužva, stara kužva. Ker če si kužvi, to pomeni, da si uspešen. To pri nas ne pomeni, slabo si se zorganiziral, kužvi si, to pri nas pomeni, da si uspešen. In tudi delodajalci gledajo tak na to. 8-urni delovnik je bil perjak v času industrijske revolucije. Veste li, kdaj je to daleč nazaj? Od takrat do danes ga ni še noben spremenil, kljub temu, da so neurologi in vsa stroka potrdili, da človek ne more držati svoje koncentracije več kot 3 ure pa pol. Zdaj pa to ne pomeni, da vsi gremo domov službe po 3 urah pa pol, ne? Ampak takrat se mora nekaj zgoditi. Zakaj smo tako ponosni na te nadure? Jaz ko pridem na firmo, vsi mi rečejo, ja, nadure imamo naše delajo, 12 ur, če je treba. Ja, se pride v obdobje, ko je treba, vse normalno. Ampak bodi srečni, če delavec preko 8 urah za roko na kljuki, da gre domov, ker pri nas je to glavni greh, ne? Bodi srečen, da imaš popoldan kaj od življenja, da bo naslednji dan raje prišel v službo. Najbolj postaje zastavljeno vprašanje, kaj naj narediti, če drugi niso prijasni do mene? Kaj naredimo? Začnemo tuliti nazaj, se prijeti. Glede, vsi smo ljudje, kdaj nam spusti. Ok? To je dejstvo, ne? Nismo vedno idealni, pride do tega, da znojiš. Ampak pomembno je, da ti takrat veš, ok, to bo zanimljivo prav, jaz sem zanimljivo zdorela, ne glede na to, s kom govorim, ali s otroci, ali s partnerjem, ali s šefom, ali s staršem, s komerkoli, ne? Jaz sem zdorela, jutri je nov dan, zdaj se ne bom obsojala za to, si odpustim, jutri je nov dan in jaz bom jutri probala biti bolj prijazna. Prijaznost je nekaj, za kar se odločiš. Prijaznost ni nekaj, kar ti je prirojeno. Malo te je privzgojeno, ne? To je dejstvo. Ampak prijaznost je stvar odločitve. Nekaj, za kar se odločiš vsak dan znova, ob vsakem dogodku znova, ob vsakem srečanju z vsakim človekom znova. Kaj torej, če ljudje niso prijazni? Tiho si, pa če te nekdo bačne fejs na eno ličnico, no ti še drugo nastaviš. Kje pa? To je putasto, ne? Ampak prijazno poveš, kje so tvoje meje. Jaz si pa tega ne dovolim. Na mene pa nihče ne kriči. Prosim, če tudi vi ne. Zdaj boste pa rekli, ja, boš nam kar govori, ne? To nima šefa. Samo kar to pride šef, ni problema, samo mora več javno na svete. Ok, če se vam zdi to normalno, če mislite, da ne morate nič spremeniti, če šef konstantno zuje na vas, sta samo dve možnosti. Prva je namenjate službo, druga je, da se pogovorite s šefom, pa upate na najboljše. Če pa ne, če za vas nista sprejemljivi, ne možnost ena, pa ne možnost dve, potem si pa moraš reči, tole sprejme. Ti veš zaradi česa, mogoče plača to visoka, da ti to odtehta. Mogoče imaš to dopusta, da ti to odtehta, ne vem. Ampak si rečeš, ok, pa več ne bom jamrala. Zakaj govorimo o jamranju? Ker v Sloveniji je to dejansko nacionalni šport. Še posebej od recesije dalje, koliko let je zdaj od recesije? Kdaj se je končala recesija? Ti veš, da veš. 10 let je od konca recesije. Od začetka recesije. Od začetka recesije. Meni se zdi, da 80% ljudi še vedno misli, da smo v recesiji. In se temu primerno tudi obnašajo. Vse je težko, druge službe ni. Veste, koliko ljudi srečam podjetnih, pa rečejo, jaz trpim, pa rečem, kako iščete drugo službo. Ja, kaj češ drugo službo, iskate so posodisti? Jaz se to podobno kot s partnerjem, ne? Moj je res beden, pa že dolgo ga nimam rada, samo kaj če treba, iskate so vsi iste, ne? In zdaj, če se odločiš, da ni druge in boljše službe za tebe, potem pač nekaj jamra. Zadnji sem srečala tak zanimivega gospoda na eni slovenski občini. Imeli smo eno izobraževanje in gospod je sedel v prvi vrsti. To je bilo pred volitvami, ker takrat vsi župani delajo za svoje občane brezplačna predavanja, ne? Gospod je sedel v prvi vrsti z baretko na glavi, imeli smo 3 ure predavanja in on je sedel in je cel čas, ampak presežen uro pa pol do pauze, pa v prvi vrsti so taki ponavadi, razen danes. On je uro pa pol do pauze sedel tak. In meni se na koncu zdelo, da še sam njega gledam in da še sam njemu govorim. In potem sem mislila, ok, zdaj bo pauza, ker med pauzo je bil pa zajtrk pa kava, sem mislila,
prišel nazaj, ker pa na zaston kapo, ne? Ampak on pride po 15 minutah pauze nazaj. In jaz spet začne, ampak ko so ga že pa vsi drugi, tudi njega se nekaj, ne, pokazali, kaj je z gospodom. Tako dalje, že zdaj smo ga pred koncem predavanja reči, ok, gospod, kaj je narobe? In on je takrat prvič mene pogledal, kak se držal, pa je rekel, vse je narobe. Ko se je pa razgovoril, ne, pojde pa povedal, je rekel, zdaj spet bomo izvolili tega enega istega župana, jaz sem lastnik kmečkega turizma, tukaj se vozijo turisti ne morejo do moje gostilne, zaradi tega, ker je gostilna razdrapana, ker so ceste razdrapane in ne morejo se tja pripeljati in to ruka in to se ni nič naredilo 4 leti. Župan je zraven sedel. In jaz sem pa rekel, ok, to pa razumem. Jaz pa to razumem, da je gospod Slave Polje v isti sobi, 4 leta ni popravil cest, normalno, ne, da zgoriš. In pa sem se tega rekel, gospod, kaj bomo naredili? In on je rekel, nič! Kaj bomo pa naredili? Obstaja par opcij, kaj lahko naredimo. Prvič, zdaj, ko je župan tukaj z nami v tej sobi, začnemo pritiskati na župana, pardon, kot smo že zelo pripravili. Zdaj začnemo pritiskati na župana, ne? Revež je bil čist bleč, na koncu, ne, župan. Zdaj ga lahko, recimo, mi naredimo cestno zaporo. Občanke pa občani, pa noben več ne mogo voziti po tej cesti, dokaj župan ne popravi. Lahko naredimo transparente. Pa rečemo, od zdaj naprej gremo vsako jutro stat, štrajkati pred občino, hočemo ceste. Lahko, četrta opcija je te granitne kocke v končni fazi v Mariboru so neko izpremembo naredile, ne? Skratka, obstaja več možnosti, kako se tega loti. Ampak mislite, da je gospod izbral kakšno možnost? Ne, ker je najlažje javno. Pa nič narediti. In to dosti krat srečujem tudi po podjetjih, pri posameznikih. Navajeni smo jamrati, navajeni smo tečnariti, sebi pa drugi. Ne vprašamo pa se, kaj lahko naredimo, če sploh kaj. Ker veste, jamramo vedno zaradi dveh zadev. Prvič, zaradi tistih stvari, ki jih ne moramo spremeniti in nam je kristalno jasno, da jih ne moramo spremeniti. Glejte, zdaj je bil dež, smo jamrali, ker je dež, danes je bilo vroče, imate zdaj bojo jamrali, kak je vroče, to pa ni normalno, na enkrat je ostalo tako vroče in ne je vroče. Zdaj, jamramo, koliko hočemo, vremena ne moramo spremeniti, se strinjamo? Ja, kaj če bomo jamrali? Če pa vemo, da ne gre, da to je tako, kot je, dajmo to proč. To so negativne misli. 60 000 misli gre dnevno čez našo glavo, več kot 90% jih je negativnih. To je ena med njimi. In drugič jamramo zaradi tistih stvari, ki bi jih lahko spremenili, pa je kakšnega razloga nič ne naredimo, da bi jih spremenili. Zdaj tam se pa spet moramo vprašati dati na vago, pa sem jaz plačal zdaj za to tole boriti, če se mi pol moramo nekaj narediti, če pa druga stran tehnice prevaga, pa rečeš, da ni idealno, vse na več plusov kot minusov, pa pač nič ne narediš. V vsakem primeru torej nehaš jamrati, ker to popolnoma nič ne koristi. Tako ne bom prijasna, če imam slab dan. Ker veste, nima vsak dan dobrega dneva. In pa če ostane na levo nogo, sem pravico vstati na levo nogo, pa imeti slab dan. Zadnjič sem učila zdravnika kardiologe in je en zelo priznan strokovnjak rekel, ok, torej lahko jaz povem, če imam slab dan. Kardiolog. In jaz rekel, mislim, da se zdi super, če imate zaslon med sodelavci in vi sodelavcem poveste, da imate slab dan, ker dejstvo je, da ima vsak dan, pa vam sodelavci ščitijo hrbet, odlično. Pa je dobro pa ne, pacientom sem mislila. Jaz bi znala zelo precej šokirana in sem študirala, kaj naj zdaj, kaj naj govori. Torej nastala smrtna tišina v tisti sobi. Jaz sem nekaj, kaj se zdi, da mogoče tisti ljudje, ki so primorani priti na kardiološki oddelek, imajo mogoče slabši dan, kot ga imate vi v tistem trenutku, tako da pa je treba dati na vago, pomoč kaj povedal. Fajn je, če priješ recimo v kardiologu kirurgu, ko ima slab dan, da ti to pove. To je, recimo, izredno dobra varianta. Ok. Ljudi sem spraševala po celi Sloveniji, zakaj niso bolj prijazni, in tukaj so najpogostejši odgovori. Ne, za prvi je tisti pa, da ima vedno je bilo tak, pa je,
ljudje časi se spreminjajo. Časi se spreminjajo in ljudje se spreminjamo. In tako kot pravi tisti nek rek, nismo drevo, da bi pognali korenine, pa mogli celo življenje stati na enem in istem mestu. Lahko kaj spremeniš. Ja, težko je kaj spremeniti, ne? Ker smo navajeni, da se nekaj obdobja, tu je varno, tu je vse poznamo. Če pa stopimo malo izven, tam pa že ne veš, kaj bo in kaj ne. 95% odločitev se sprejema v naši podzavesti. To je tisto, kar smo prinesli od doma, kar smo prinesli iz zbora. Se pravi, mi niti študiramo, ne, kak bi dejansko rado drugače nekaj naredili, da imamo tu zadaj nekje, da itak so vsi vedno čez celostno človeštvo tak delali, zakaj bi se ena bila drugačna, pa jaz delala nekako drugače. A veste, tiste, ki pa delajo malo drugače, pa tako označimo za čudak. On mora biti za nekaj posebnega, ne, pa bo delal nekaj drugače, kot vsi ostali. Najboljši je tale, ne, ko bo večja plača, tudi jaz bolj prijazna. Jaz danes tu za ston predavam. Tako da, če bi meni drugi plačali, veste, kad pametne stvari bi jaz danes govorila, ne? Ko bo višja plača, bom jaz bolj prijazna. Meni se zdi, ali pa prepričana sem v to, da je prijazna stvar odločitve, tako kot sem že rekla, in da prijaznost ni stvar številke na TRR-ju. Ker če bi bila prijazna stvar številke na TRR-ju, potem bi bili najbolj bogati ljudje najbolj prijazni. Pa so. Pogosto je ravno obratno, ne? Je pa nekaj druga res. Mi, vsi, ali pa večina nas, vedno obstajajo izjeme, smo bolj prijazni do tistih, ki so po lestvici višje. Mi vsi smo bolj prijazni do avtoritet. Glejte, če bi zdaj tam skozi ta vrata vstopil, recimo Borut Pahor, kot najvišja formalna avtoriteta v tej državi, okej? Pustimo zdaj, če ga imate radi, da nimate pa kakšne so njegove politične vsebinske variante, pa kakšne niso, pa če vam je šel na živce, ali vam ni, pustimo to. Recimo, da zdaj vstopi Borut Pahor. To bi bilo možno. To ni tako nemogoče. Kaj bi naredili? Ok, če bi presenečeni, večina ne bi naredila nič. Matej, ti bi sigurno mogel stati, pa zdaj tjale tep, pa boga gospod Pahor, pa dajte se vses, ne, načelno vam bi šlo tako. In gospoda Pahorja ne bi dali sedeti v zadnjem vrstu. Gospod Pahor bi šel v prvo vrstu. Gospoda Pahorja bi načelno prinesli vodo, pa Pahor ne glede na to, če bi jo želel piti, ali ne. In veste, ne glede na to, če nam gre Pahor ful na živce, mi, ko bi prišli domov, mi bi recimo svojemu partnerju takoj povedali, pa veš, da smo s Pahorjem. Res, prišel tam od skozi vrata, roko mi je dal, jaz sem se rokovala z njim, pa recimo gospa bi rekla, da smo kava skuhala. Ne glede na to, ko bi nam šel na živce. Ste vsi izvajeni, torej po večini, ne? Ne vem, če imate od sebe tudi, pred Lidlom, v Mariboru, prodajajo časopis Kralji ulice. Veste, kdo so Kralji ulice? To so brezdomci, ne? Časopis prodajajo po strogih pravilih. Nikomor ne smejo časopisa vsiljevati, ja? In do vsakega mora biti prijazni. Časopismo lahko ponudijo z enim stavkom, ampak to je to. A bi vi bili, ko greste v Lidl, jaz sem zadnjič sedela, vsaj 15 minut dokočat pred Lidlom, pardon, Hoferjem, pa sem opazovala ljudi, ko hodijo mimo ljudi. Tam ves čas stoji en in isti gospod, prodaja Kralje ulice. Večina ljudi ga niti pogleda, ne? On reče vsakemu dober dan. Večina ljudi ga niti pogleda, ne? Kaj še ne, da bi odgovorili? Zdaj pa razmislimo vsak pri sebi, zakaj ne? Zakaj ne? A mi bomo sodili, zakaj je on tam, pa zakaj on tam prodaja, pa človek dela, ne? Človek se trudi, človek dela, tudi če ne, tudi če bi v vratih ležalo po prosu za evro. Mi ne poznamo zgodbe drug od drugega. Kam bomo zdaj presodili, s kom smo lahko prijazni, s kom ne? Recimo, ne vem, vi ste zgubili službo, jaz imam pa bolanega otroka. Kjer od nama večji problem? Moj otrok je preplajen. Kjer od nama večji problem? Kjer je lahko bolj neprijazna? Vi imate malo v bolnici, jaz sem mi je hiša pogorela. Kdo je zdaj bolj neprijazen? Ampak to mora biti bolj prijazen. Mi ne poznamo zgodb drug od drugega in ne moramo presoditi pa oceniti, do koga smo lahko bolj, pa do koga manj prijazni. A
ampak vedno smo bolj prijazni do tistih, ki imajo več v žepu, več denarnice, večjo hišo, boljšo kariero, lepšo službo, višji položaj. Do tistih smo vedno bolj prijazni. Ker mi, kot človeška rasa, mi ne trepljamo poražencev. Mi bi dali roko zmagovalcu. Mi trepljamo zmagovalce, veste, pri šimpanzih je drugače. Imaš alfa samca, pa imaš trop šimpanzov, pa če kak šimpanz pade iz drevesa, ga grejo ostale šimpanzi tolaži. Ne, mi bi šli čestitati tistemu, ki bi prvi gor splezal. Pa vse je okej, da bi šli, da se razumemo. Ampak zakaj zanemariti tiste, za katere presodimo, da so za nami, da jim ni uspelo življenje? Ker to, s čimer sem začela, ta čelni režen, pa ti zrcalni nevroni. Rekla sem vam, zrcalni nevroni so tisti, ki sprožijo sočutje, empatijo. In to je za mene najljubša definicija prijaznosti. Prijaznost je mlajša sestra empatije. Tega, da človeka pogledaš brez predsodka, pa da ga vidiš. Da ga pogledaš, pa da ga slišiš, kaj ti govori. Ves čas se pogovarjamo o tem, kaj se moramo pogovarjati drug z drugim, nič nismo rekli o najbolj pomembni vrlini komunikacije, to je poslušanje. Mi že, ko poslušamo z namenom, da bomo odgovorili. Mi si že v glavi pletemo odgovor, zdaj boš ti končala, ali pa še prednji boš končala, jaz hitro to povedala, da te bom fajn, ne? Mi poslušamo z namenom, da bomo odgovorili, ne z namenom, da bi razumeli. In začela sem s tem, da načeloma vam je fajn, če lahko sedite, da noben ne rabi nič reči, ker ljudje govorimo približno s hitrosti, če govorimo zelo na hitro, 225 besed na minuto. Naši možgani poslušajo s hitrostjo 500 besed na minuto, to pomeni 275 besed manjka in teh 275 zapomnijo naše misli. Kaj mislite, koliko časa lahko ljudje držimo pozornost, ko nekoga gledamo in poslušamo? Zelo malo, tam 3, 4, 5 minut, ne? Po pa že naše misli pridejo, že mi nekaj študiramo, kako za ta nehala, malo je vroče, zigar se živijo švica, kdaj vas je do pure, ki sem avto parkirala, kako sem prišla še liste, ko vam plačala procevače, in imamo, kako te preko tam prišla na to vse nam v glavi meseti. Nič nikaj, to se vsem dogaja, to je normalno. Pomembno je, da mi te misli zaznamo, jih pošljemo proč, se vrnemo nazaj, človeka spet gledamo, človeka poslušamo, se na njega osredotočamo. Ker veste, kljub temu, da noben načeloma ni rad javno izpostavljen, ne? Kak se pa mi pogovarjamo drug z drugim? Recimo vi, ko ste rekli, jaz pa grem, ne, pa sedivam. Kaj vi recimo im rečete? Jaz pa grem letos v Umag na morje. Jaz sem tudi bila lani v Umagu na morju. Vi boste rekli, jaz sem rada zelene jabke, jaz sem rekla, jaz sem tudi rada zelene jabke. Ti boš rekla, jaz sem pa, ne vem, reči, da imela gumi defekt na poti službo, veš, da sem jaz tudi imela gumi defekt 17 let nazaj, da sem za službo veljala. Bodite pozorni od zdaj naprej, kako se pogovarjamo drug z drugim. Mi začnemo stavke z besedo jaz. Jaz sem tudi to, jaz tega mislim. Jaz včasih nisem čupati, da te je to kar vprašam. Vsaka izkušnja je individualna. Ne primerjajmo naših izkušenj, ker so neprimerljive. Neprimerljive smo, če se vam zdi, da greste v Umag, pa bi radi nekaj o tem povedali, ma kdo je za mene vprašal, če sem čas v Umag? Če se vam zdi, da imate vi tako radi zelene jabke, to je noro, da se primer, ne? Ampak ljub temu. Je pa kdo je za mene vprašal, če jih imam jaz tudi? Če ti me na gumi defekt, kaj me jaz naredila? A res, kaj pa je bilo? Kaj si pa rešila? A zelene jabke, pa rdeče tudi, pa te ste pa nazadnje zeleno jedli. A Umag, a vsako leto Umag, kje ste pa bili lani, pa kje ste že pa zdaj bili, pa je Umag, fajn, pa skratka sprašuj, pogovarjaj se. Ne začni primerjati izkušnje nekoga drugega svojo lastno izkušnjo. To smo navajeni, ne? Tega smo v bistvu zelo navajeni, ker takrat smo pa radi v centru pozornosti. Ko se na dva pogovarjamo, ali pa ena skupinica ljudi, ki jih poznamo, ob katerih smo sproščeni, sedimo v kavarni, se pogovarjamo, takrat smo pa radi v centru pozornosti. Kaj sem prehitra? Ker je 90 minut formalo, da bi vam rada vse povedala. To še pa malo. Dobro, ostali razlogi. Zakaj ljudje v Sloveniji nismo bolj prijazni? So pa taki, rekla, klasični, ne? On tako pojma nima kaj dela, jaz moram vse namesto njega delati, moja zadela pa šla že 3-krat na porodniško in tak niso vzeli
vzeli nobenega drugega, ki bi delal, vse moramo mi namesto nje narediti. Ona je skos na bolniški, tam je malo v križu zaseka, že gre baba na bolniško, pa prije nazaj pa je drugi zaseka, pa gre spet na bolniško, pa so delavec je kriv, pa šef je kriv, pa politika je kriva, pa svet je kriv, pa vsi drugi so krivi, sam jaz nisem nič kriv. Kdo pa je odgovoren za to, kar se nam v življenju dogaja, za odločitve, ki jih sprejemamo, za službo, ki jo imamo, za partnerske odnose, ki jih imamo, kdo je odgovoren? Sami, pa se nas ni noben zvezal, pa nam rekel, zdaj pa to dela. Zdaj boš pa ti ta, tu boš sedel in tu boš pa v službo. Noben nam ni tega rekel. Veste, meni je bilo tako fascinantno, ko mi je enkrat ena znamka rekla, psihiatrinja, je rekla, v bistvu imaš vse možnosti polona, da lahko jutri narediš karkoli hočeš. In meni bo čega, kaj za druzi, kako ne zdaj jutri narediš karkoli hočeš. Reka, gledaj, ti lahko zdaj prideš domov, lahko sreda, in lahko spakiraš kovčke. Pobašaš otroke, ker za mladoletne otroke pa smo odgovorni, ja, poleg sebe, ne? Pobašaš otroke in jutri greste vi v Šrilanka. Boste tam živeli naslednje 2 leti. To je čisto možno. Če bi jaz kot odrasla, oseba to hotla. Pustno zdaj drobne tiski, je znaka, kaj bodo rekla mama, pata, pa mož, pa on, pa hiša, pa to prodal, pa delo, pa tam prišla nazaj, pa kje bodo otroci v šolo, no, bi, če bi hotla. Ker si odrasla oseba in te imaš dejansko večino vzvodov v svojih rokah. Ampak včasih je lažje reči, ne morem, ne? Ne morem. Kaj se bodo drugi mislili? Kaj bodo pa drugi rekli, če to naredi? V moji družini ni še noben tega naredil, noben še ni šel na Šrilanko, pa bi zdaj na Šrilanko. Ok. A veste, ko včasih rečemo, poznam te jaz kot lastno dlan. 98% ljudi, ko so delali raziskavo, ni prepoznalo svoje lastne dlani in ni se jim niti sanjal, kjero je njihova dlan, pa kjero je dlan od koga drugega. Enako ne prepoznamo sami sebe v stresnih situacijah. Kak obraz držimo? Kakšna je naša obrazna mimika? Ja, kaj zdaj pomeni, če sem jaz v stresu, če mi je panika, kako se držim, ali se tak držim vedno? Zaradi tega, ker pač se je boljše tak držati. Ker če se tak držiš, ne veš, bolj resno je malo. Svoje življenje je resno, se smo rekli prej. Ko se resno držala, to kaže, da se resno odrasla odgovorna oseba. In da, veš, da je življenje borba. Slovenci imamo sploh čudovite pregovore, kar se tega tiče. Ne smej se danes, ker boš jokal jutri. Ja, imamo takih ogromnih istočnih, kot zdaj na planu povedati. Ampak kako se držite, ko ste v stresu? Jaz sem se zadnjič peljala iz Tesna proti Marjeti, v Dravskem polju, na mojo pisarno. In ko sem tam na Tesnem zabremzala, mi je torbica iz sosednega zica padla na tla, ne? Jaz na vsak način, hotla si zdaj torbice, vedi, ko sem vozila, potegniti plastenko z vodo, ker me je tako fajn gledala, ne? In jaz bi rečemo malo zašajtrala. Veste, kaj je to? Tako malo, ljudje malo. Nič se ni zgodilo. Malo neodločna sem bila, am zdaj jaz levo ali desno. In ko jaz se odpihnem glavo, ko zgledam v zrakno ogledalo, že vidim gospoda zadaj v Volvotu karavanu, bronaste barve, in on meni meče luči. On bi imel sicer nič skupnega s tem, da sem jaz takle malo naredila, ampak potom je lekcijo dal, ne? In jaz dvignem roko, češ mes, da se opravičim, ne? In ni bilo dovolj. Ni bilo dovolj. On meni krivi zadaj signalizira, ne? To je neverbalna komunikacija, štimala mnogo. In okej, jaz ignoriram. Glejte, poteka pot za nalašč, prvi semafor, on na levi špuri. Jaz na desni, jaz najprej, ko sem ugotovila, da je takle zravno, ne? Sem mislila, da je tako sam naprej ravno, ne? Pa se delaj, da ga ne vidiš, ne? Ampak bolj ni šlo, ker gospod je bil zgovoren, ne? In ko sem ga jaz pogledala, je pa me rekel tako. Veste, mene je prvo sekundo tako želodcu spisano, mene je tako primilo, da bi jaz njam povedal, kaj se ni nič naredila? Ne? Pa sem tako, da sem malo spomnila, kaj delam, ne? In potem sem jaz čakala, da je on signaliziral do konca. Zdaj pa, ker je bil moški, moško-ženska komunikacija je zelo različna, ne?
Moš vedeti, kaj lahko narediš, pa kaj ne. Zdaj, če bi jaz se njemu šest nasmejala, bi on isto gledal, da se novce dela. Tega moš tako malo, ne, sam rahlo skloniš glavo, pa ne, pa tako malo to. To moš pa čist malo nasmejati, ne bi reč. Skupaj je pogledal. Ona je cena sezala novce dela. V avto adresu. Pa ne pa naprej. Zdaj še vedno je to kljupa si, ne? Tako voziš. Samo veste, jaz sem v istem momentu začutila, da je meni v želodcu popustilo, pa verjamem, da je tudi njeni. Ker veste, lahko pa jaz dalje, pa nazaj, pa kaj, evo nisem je razvali, pa ne me prilo, ne, tako jaz njemu nazaj. Ampak v bistvu, ko bi ga šla gledati, kaj ima zdaj večji ego, ne? Kjer bo to zmagal? Pa bi se oba razburjeno odpeljala. Ampak gledajte, čisto nepotrebne. Čisto nepotrebne. Mislim, nikomor na tem svetu se ne rabimo dokazovati. Na tak način ne. To je čisto nepotrebne. Čeprav ženske, ne, sem prav omenila različna ženska-moška komunikacija, ženske smo bile dejansko vzgojene na tak način v vseh generacijah. Ne samo naša generacija, vseh generacijah nazaj. Spomnite se na svojo babico, recimo. A je vaša babica kdaj sedla za mizo, pa tam sedela 2 uri, pa s kom premljala? Redko, ne? Naši stari starši, recimo, so nam ljubezen izkazovali s hrano. Kaj si lačna? Si kaj jedla? To je dobro, kaj boš jedla? Ni važno, če si ti rekel slivovec moke v 9. zvečer, to se je takrat delalo, ne? Če si si zaželil kot otrok. In recimo punce v komunikaciji smo bile zelo vzgojene, bodi pridna, ne jezikaj, tiho bodi, kdo te je kaj vprašal? Punčke niso jezne. Kje se pa spodobi, da bo zdaj ena punčka kričala, pa z nogami cepetala, ne? Punčke se lepo obnašajo. Tudi, če si jezna, se malo nasmej. Da boš pridna, da boš ljubljena, da boš pripadala. Kaj pa fantki? Fantki so pa lahko jezni, ne? Lahko pa kje jezni. Nič narobe. Fantki ne smejo jokati. Kaj rečemo, kaj se smeriš, ko je neka baba? Fantke ne sme biti strah, ob 2 po noči v temi, kleč, pa sedeti. In potem ti v bistvu ugotoviš sledeče. Da je komunikacija najbolj spregledana veščina 21. stoletja, dragi moji. Naše otroke, tisti, ki imate otroke, veste, naše otroke v šolah učijo sve in svašta. Učbenik za družbo od mojega sina 10-letnega je tak, kot da Jugoslavija še ni razpadla. Mi smo še vedno tam, ne? Nič se ni vmes zgodilo. Hkrati pa ne učimo otrok komunicirati. Zakaj je tako pomembna komunikacija? Ker vam nekaj povem, da ko bomo zadnji dan našega življenja ležali tam v eni posli, pa čakali na konec, pa če bomo še lahko razmišljali, ne, jaz sem prepričana, da noben od nas ne bo rekel, kako je fajn, da se že tisto celo v tabelo na koncu. A tisto delo dalje predan službe zdaj vse štima za to, ne? Mi bomo razmišljali o odnosih, ki smo jih imeli. In odnose vedno pletemo s komunikacijo. Ne gre drugače. Kako potem svojih otrok ne naučimo komunicirati? Kako jih v šoli ne učijo o komunikaciji? Kako jih ne učijo o izražanju čustev? Veste, ko se srečujem spet zdaj recimo s medicinskimi sestrami, ker sem pač z njimi največ bila v tem obdobju, največji problem je, da ko pacient kliče po telefonu, da se naroči k specialistu in ko mu sestra nič hudega, misleč, nič kriva pravzaprav, pove, da je čakalna doba 3 mesece, 6 mesecev, 12 mesecev, 2 leti, se ta pacient na telefonu razjezi. Ne? In ko pridejo pacienti na pregled, se jezijo. Kako tako dolgo treba čakati? Če bi nam kdo povedal, če bi nas naučili že v osnovni šoli, da je jeza samo zgornja plast, predstavljajte si lazanjo. Jeza je vrhnja plast lazanje, pod jezo je vedno nekaj drugega. Jeza nikoli ne pride sama. In kaj je pod jezo osebe, ki rečejo, da je z njo nekaj narobe, zdravstveno? Z vašimi ključi je nekaj narobe. Čez 7 mesecev prite na pregled specialistov.
Ja, jezen si. Sveda si jezen. A ste spoznali že kakega človeka, ki bo potem klical, zdravstveni dom ali bolnico, no? Pa bo rekel, sestra, jaz sicer čutim jezo, ampak pod mojo jezo je pa tak strah in bolečina in panika in drama in tega ne znamo, ne? Tudi bi bilo čudno. Ampak če bi tisti, ki se ukvarjajo z nami ljudmi na najbolj občutljivih področjih, in zdravstvo je eno izmed najbolj občutljivih področji, ne? Če bi ti ljudje bili poučeni o tem, kaj pomeni komunikacija, bi to bila zgodba čisto drugačna. Jaz dostat rečem, šta s tem, da ne bom razkašovala, da naredimo eno celoto, pa veste, govorite s tujci. Gledajte, ko smo bili mali, so nam naši starši rekli, da ne boš govoril s tujci. Če vidiš kakega, ki ga ne poznaš, ne pogovarjaj se z njim, ne? Ja, ko smo bili mali. Ampak v končni fazi, gledajte, vse, kar se nam je v življenju zgodilo, popolnoma vse, ima en in isti izvor. Vse je šlo iz naše prve misli ven. Vse naše reakcije, vse. Najprej je bila misel. In potem je ta misel postala stavek, ki smo ga izrekli na glas. Ne vedno. Včasih misel odženemo, preženemo, dobimo drugo misel. Včasih imamo občutek, da ljudje razmišljajo, ok, tu imam dve rami pa glavo vmes. Zdaj pa bi kar nekdo meče misli, no? Kje pa? Mi izbiramo misli, ki jih imamo v glavi. 60,000 misli dnevno. Zato bi bilo dobro, da izbiramo pozitivne misli, take, ki nam služijo, da znamo prepoznati svoje misli. In zdaj vse gre iz misli ven. In potem pridejo določeni stavki, ki jih izrečemo na glas. Ker veste, recimo, tudi vaš partner, ne? Niste se sorodnikom poročili, ki bi ga poznali. Ampak vaš partner je bil najprej vaš tujec, vam tujec. Bil je tujec, popoln tujec. Ampak ko ste izrekli prvi stavek, zakaj ste ga pa izrekli, če smo vam rekli, da ne smete govoriti s tujci? Se smo vam to povedali, že ko ste mali. Da v delovnem okolju pa moramo vstopati v odnose. To se mi zdi najbolj pomembno. Vam bom povedala eno zgodbo, Mojca jo pozna. Dom za ostarele v okolici Maribora. 3 leta nazaj, decembra, so prvič klicali iz tega doma in so rekli, da bodo imeli decembrsko žurko za sestre in da naj jaz pridem, pa 20 minut govorim nekaj smešnega. Jaz sem imela takrat eno monokomedijo po gledališčih in je to bilo čisto fajn. No, in ta dom je v lasti 3 inštitucij, 2 bank pa 1 zavarovalnice. In sva so predstavniki teh inštitucij bili tam, ne? 2 moška in 1 ženska. Gospa je bila stara cirka 45-47 let, čudovito lepa, urejena, negovana, v takem bordo, rdečem kostimčku, se je spomni škotsko krilo, tule zarajklano, in tule je imela prečko in si lasi so bili crk in nič ni nikjer štrlelo, in bila je lepa. In gospa je sedela, točno na tak način. Noge je prekrižala, roke je položila druga na drugo, zravnala se je. In potem je 20 minut mene gledala, ko sem govorila smešne stvari. 20 minut. Njej se ni premaknila mišica na obraz. In ko smo končali, jaz sem se rekla, da je tole pa pogrom, gremo, pa da jih ne vidim več. Veste, ostali me bilo fajn, ne? Jaz sem na koncu sam še njo gledala, sem že njo govorila, pa sem mislila, a Bog pa je zelo smejala, pa se ni. Poslušajte, čez 2 leti, oziroma pa naslednje leto, oni spet decembra kličejo. In oni spet mene najamejo. Oni pravijo, naj pridem, pa naj 20 minut govorim smešne stvari. Če te vidi se gledala, ko so se zmotila, so resno mislili, ok, ajmo. Poslušajte, zgodba se je ponovila. Sam s to razliko, da je gospa imela druge barve, pastelne kostimček. Ona je spet sedela, roke prekrižala, noge prekrižala in je mene gledala. In greva videla od tam in jaz pravim, da je zdaj pa zadnjič in nikoli več, ker to pa pogrom. In lani novembra, jaz ne pravim, poslušaj, če oni kličajo, po zasedem. Je meni Mojca pravi, lepega dne, klicali so. Ona je za finance na firmi odgovorna bolj, ker če meni ni fajn, ide delati.
Identična situacija. Identična. Zdaj sem jaz že bila malo pripravljena, zato ker sem jaz preštudirala, zakaj se gospa tak drži. Ampak 3. leto je sedela na tak način. In jaz sem ugotovila, da je to zaradi tega, ker gospa ne mara stopati v odnos. Kaj to pomeni? Glejte, vsak od nas ima en kos življenjske energije. Je tako? Vsak človek ima neko življenjsko energijo. In zdaj enkrat imajo tak življenjske energije, drugi tak, tak, 10 ima tak življenjske energije, da ne vidiš, če še dihajo ali samo še zakopali nisem. In gospa je šparala to svojo življenjsko energijo. Ker gledajte, če bi ona stopila s malo v odnos, veste, to bi bilo, to bi mogla nekaj od sebe, ona bi mogla priti do mene, pa bi ona mogla meni roko dati, kar sedite, pa bi se videli dali roko, in potem ona rekla, kak ste, jaz bi ga fajn, pa kak ste vi, pa jaz sem v redu, pa fajn ste bila, pa se smo vas spet najeli, pa dobro opravite, pa se bolj vidimo, pa ona bi mogla z malo nekaj govoriti. Lažje, reče, kaj zdaj za tebi, pa itak se niko pa ništa, jaz tu razgubljala svoje dragocene besede, svojo življenjsko energijo, pa se razdajala. Če pa presodim že vnaprej, da nisi prijetno. Ker gledajte, jaz bi lahko prišla danes sem, pa bi rekla, dober večer. Ljudje imajo radi ljudi, z takimi radijskimi glasovi. Moje ime je Polona Požgan, 22 let se že ukvarjam z mediji in s komunikacijo in danes se bomo pogovarjali o verbalnem in neverbalnem delu komunikacije. Jaz vam bom povedala nekaj metod, s pomočjo katerih boste komunicirali še bolj učinkovito. Dejstvo je, da bom, ko vas takole pogledam, bolj kot ne govorila jaz. A veste, pa bi šlo manj moje življenjske energije, ker jaz sem se vse malo smatrala, malo sem zašvicala, Če pa ti rečeš, ne, jaz bom malo se držala na strani, bom malo bolj fina, bom samo tisto, kar je nujno potrebno in bo to dostkrat lažje. Ne vstopaš v odnos. Ni ti treba nekomu nekaj reči, ni se ti treba pogovarjati, pa kaj se zdaj ne treba pogovarjati z vami. Lažje je, dosti krat je neprimerno lažje, hkrati pa ne dobiš nazaj vseh lepih stvari. A veste, kak bi bilo drugače? Kak bi bilo drugače, če bi prvič, večkrat življenje, privat in poslovno, uporabljali, kar se mene reče, najlepši stavek na svetu. Kak vam lahko pomaga? Privat in poslovno. Ja, privat in poslovno. Kak vam lahko pomaga? Veste, ker če ti nekomu rečeš, tudi otroku, kak te lahko pomaga? Bo že on povedal, kaj. Boljše, ko da mu rečeš, sem ti rekla, kaj je treba. Daj se mu to, da ti jaz na mesto tebe, itak ne znaš. Nisi sposobn si po fotu. Ampak, kak ti lahko pomagam? Tudi na delovnem mestu. Sestra, v triaži. Če bi se obnašala s pacientom tako, kot da je njen najljubši sorodnik. Najprej si bila to napisala, kot da je tvoja mama. Pa so si rekla, mama. Kot si bila, kot da je tvoj partner. Ja, ma partner, tudi se ne obnašaš vedno fajn do njega. No, to pač najljubša sestrična ali najljubši bratranec, ki ima načeloma vsak od nas nekoga, ki ga najde. Kako bi se obnašal carinik na Dragonji, če bi se pripeljete tja bili njegov najljubši sorodnik? Kaj se dogaja na mejah? Vi se pripeljete, zdaj mi, ko smo tu doma v tem koncu Slovenije, blizu meje z Avstrijo, pa smo celo življenje, ko smo bili mali, so starši naše, recimo, dosti krat to je švercali, pa smo mogli v avto lepo mi zadaj na tistem po možnosti sedeti gor, pa prej smo se že smeli tiho bodi, Veste, mi še zdaj, ko pridemo na mejo, se moj mož sedere pa avto, tišina zdaj na mejo! Pa nič še ne vozimo, A veste, to so avtoritete, on na meni je avtoriteta, nekaj policaj, Moramo se mi lepo obnašati, In potem pridete in odprete okno in tam načeloma zunaj stojita dva, ali pa not sedita dva, pa tako je to dva stana. In on načeloma ti rečeš dober dan, on se pogovarja z onim. Niste vi neki faktor, on vas gleda.
Imate kaj za prijavljati? Ne, nič. Nimamo nič. Kam greste? Umak. In se pogovarja dalje z on. Mi rečemo hvala, svidenje, ne? Boste šel tako celo dahle? Dobro smo prošli, ne? Dva otroka, pa kratke hlače, pa paralica. Ampak to je avtoriteta, spet smo mi bolj fini, za vsak slučaj smo bolj prijazni. On pa ni. Po večini niso, ker ne rabijo biti, ker jim ni noben povedal, da so oni prvi stik z našo državo. Oni so ambasadorji naše države. Tujec pride na mejo, on ga sprejme. Kje so standardi? Veste, bolj bi rekli, ja, pa kaj, ste vi normalni, če pa je gužva. Vse, ko si šel za carinika, seveda, da pusta večja gužva, pa spet vaja, ne? Pa tudi, jaz štopala cirka 15 sekund traja v vsakem primeru. Če se pogovarjaš s kolegom, pa gledaš osebno vmes, ali pa jo popisuješ, pa če si še prijazen, zraven je isto, časovno. Če bi rekel, dober dan, ker potem imaš osebno, on vidi tvoje ime, on. Dobar dan, Stav, Polona, kam pa greste? Ja, Uma. No, fajn se imejte, Uma, kaj bi mi rekli? Pa kaj si ti, no? Kak so pa na dragonje prijazni? Ker ljudje ne pričakujemo dosti, kar se prijaznosti tiče, kar se stopnje prijaznosti tiče. In ne bi več bilo važno, da je na dragonje sam eden prijazen. Mi bi rekli, kak so vsi na dragonje prijazni, no pa, kak so oni prijazni. Enako povsod drugot enako. Pomislite kdaj na to, ne? Na kak način bi se obnašali do vašega najljubšega sorodnika. In to je zdaj tisto, kar sem rekla na začetku, proč s formalnimi govori. Pa kdo hoče formalne govore? Koliko lažje bi bilo, če bi ti sestra rekla, ker ona pa zame tvoje zdravstveno kartico, pa vidi tvoje ime, ti prideš tja paničen, duši me, ne moram govoriti. Lejte, gospa Polona, sedite se, doktor je za sosednjimi vrati. Vse kot kontrolo. Biblija. Zakaj pa ne naredimo tega? Zdaj, če ena sestra dobro povedala, delam na urgenci in je rekla, za mene je to rutina, po 25 letih delam je vse eno, kdo pride, tudi na otroka sem se že navadila, pod 4. letom starosti še vzamemo, ker ga naprej drugačka najbolj čakajo. Ne razmišljamo, da delamo z ljudmi. In jaz vedno, ko prijem na kakšno firmo, kjer se ukvarjajo z ljudmi, najprej rečem, poslušajte, a imate vi radi ljudi? Glejte, če se ljudem mrzneš, potem ne moraš delati z ljudmi. Potem moraš delati nekje drugje. Je pa res, da je takšnih služb danes vedno manj. Jaz sem iz Brunšvika, to je ena majhna vas, poznate? Meni, ja, ne? In ko sem jaz bila mala, sta na Brunšvik pripeljala 2 avtobusa. Mislim, da ob 5, pa pol 6 zjutraj, rekel se jima je elektrokovina avtobusoma. Jasno je bilo, delavci so šli v vrste na ta 2 avtobusa, avtobusi so jih odpeljali v Maribor službo v elektrokovino, mislim, da pol 3 sta šla avtobusa nazaj, delavci pripeljala domov. In tam je bilo bolj kot na vseeno, že so se oni sploh pogovarjali, pa se niso, ta je bila njihova odločitev, lahko so prišli svoje oddelali, pa po 8 urah šli domov. Danes pa takih služb več ni. Zato je tako pomembno, kako znamo komunicirati drug z drugim. In veste, to ni neko znanje. To znamo vsi. To znamo vsi. To imamo vsi sebi. To ves se ni rodil hodobni. To imamo vsi sebi. Je pa res, da smo časno to pozabili. Mene je zadnjič en gospod, ker ljudje znamo biti zelo cinični. En gospod me je vprašal, torej, gospod Polona, ste vi vedno prijazni, ne? To je isto, da bi vprašali zobe zdravnika, če sam sebe vedno zobe popravljam, ne? Ne, se zgodi, da nisem. Se pa isti hip spomnim, da bi lahko bila. Sam za to gre. Zato, da vsak dan znova spremeš odločitev, ali boš ali ne. In da vse imamo v svoji glavi opcijo, da ni potrebe, da smo z avtoritetami vedno tiho. Ker kaj mi delamo? Mi si rečemo, da je bom bolj pametna, kot je ona, bom tiho, ne? Ali pa se zdaj to jaz nekaj izpostavlja. Veste, če bi neprijazni ljudem vsi povedali, da so neprijazni, da bi lahko bili bolj prijazni, bi se pa mogoče kdo zamislil. Takim pa pustimo, da na nek način zmagajo, ne? Oni so s tistim svojim obnašanjem dobili, kar so. In to, veste, ni pomembno, kdo je to. Ali je to učitelj v šoli, ker tudi nimajo vsega prav, ne? Ja, začetla ne smeš nič, ne kot otrok, ne kot starša. Na primeren način.
Na primeren način. Sestro, zdravnikom, na meji, trgovini, na pošti, na banki, kjerkoli. Dajmo se prijazno opozarjati, kaj pomeni biti prijazen. Izbira o tem, kako se boste počutili v določenem dela je vaša. Jaz bi vas zdaj vprašala, kako se počutite. In vsak dan znova bi se mogli vprašati, zjutraj, ko zazvoni budilka, ko odpremo oči, kako se počutimo. A veste, če imate v glavi, spet je ura 6. Spet, ja. To eno listo vedno službo gleda z ene in ste bedne frise, ne? Pol ni vredo, ne? Fajn je, da zjutraj najprej pomisliš na tisto, za kar si lahko hvaležen. Sliši se taj pa da je ta hvaležnost, ne? Ampak če tebi zjutraj zazvoni budilka, pa se ti rečeš, ko se jaz rečem, recimo, jaz sem pa tako hvaležna, da sem se zbudila, pa da sem živa, ker marsikdo se ni preko te noči, ne? Se že zaradi tega počutiš drugače. In pol grem jaz po stopnicah dol in stisnem tam gumbek na aparatu za kavo in tam traja 15 sekund, da se voda zagreje in jaz gledam skozi okno na njive in razmišljam o vseh stvarih, zaradi katerih sem v življenju lahko hvaležen. Če bi vam zdaj rekla, vzamete list papirja pa kuli, pa napište 30 stvari, za katere ste lahko hvaležni, mogoče bi na začetku šlo malo bolj narodo, ne? Ampak tam pri 7, 8, 9 bi se pa odprlo in bi brez problema koristili do številko 30. Zdaj se pa prosim obrnite drug drugemu. A vidite, čaj ne rešnje, kako je? Pa si povejte 3 stvari, za katere ste v življenju hvaležni.
ker sem rekla na začetku, da se je svet spremenil. Zato, ker če ti cele dneve gledaš telefon, če ti cele dneve gledaš telefon, če objavljaš na Facebooku, na Instagramu, na Snapchatu, ne vem kje, in tam je vse fajn, vse lepo, vsa hrana, ki jo poješ, je čudovita, vse počitnice, na katere greš imajo eno palmo, zadaj pa krasen moder ocean, vsi odnosi, ki jih imaš, so fajn, skozi se nekaj dogaja, skozi si v centru pozornosti. Tiste, ki se ukvarjamo s komunikacijo, ugotavljamo, da naši otroci več nimajo razvite komunikacijske veščine, da bi rekli, rabim pomoč. Ker ti ne moš reči, rabim pomoč, če je pa vse fajn, če je pa vse super. Kako se počutite, je zelo pomembno vprašanje, ker je od odgovora na to vprašanje odvisno, kako boste komunicirali. Če se jaz počutim veselo, če se dobro volje, če mi je fajn, bom komunicirala, da bom dinamično delala bom z rokami, imela nasmejno obrazo iz oči, mi bo nekaj sijalo, ne? Če bom jezna, bom komunicirala popolnoma drugače, bolj odsekano bom govorila, barva glasu bom drugačno imela. Če sem žalostna, bom spet imela drug glas, bom bolj počasi govorila, bolj umirjena. Tako kot se počutiš, tako komuniciraš. In kako je to pomembno? In doma, in v službi. Jaz bi zaključila, glasne luč mogoče. Kaj mislite, da kolikokrat dnevno se nasmeji predšolski otrok? Cirka 400krat dnevno se nasmeji predšolski otrok. Kaj pa odrasla oseba Evropejci? Cirka 14krat dnevno. Zakaj se odrasli ljudje nasmejimo več? Dolga zgodba, katero niti ne moramo biti. Vse, kar se dogaja v našem življenju in na tem planetu, je odvisno od komunikacije. Naše življenja so odvisno od komunikacije in naše počutje je odvisno od komunikacije. To pomembna je komunikacija, tista, ki jo najprej sami s sabo vodimo v naših glavah. Vse fotografije, ki jih boste videli, so ali plod uspele komunikacije, ali pa plod zgrešene komunikacije. Tole so Marijci v Afganistanu, ta fotografija je bila nagrajena s Pulitzerovo nagrado. Tyler Hicks je en vojni fotograf, ki je vse te boljše fotografije naredil in to je v bistvu edina skupina ljudi na svetu izven zdravstva, ki sama sebe oziroma drugega naziva z bratje in sestre. Zakaj se Marijce nazivajo brat pa sestre? Zaveda, ker so njihova življenja odvisna od tistega na levi, od tistega na desni. A veste, ta zgodba ni čisto taka, kot jo mi vidimo v ameriških filmih, tam jih 5 leti po blatu, en pada, ostali 4 letijo dalje, pa ona ga pustijo. Brat pa sestra se kličajo zato, ker vejo, da so njihova življenja v rokah tistega na levi ali tistega na desni. In dejansko, in to probam dopovedati tudi vsem skupinam po podjetjih, ki jih imam, mi smo lahko močni kot skupina, kot posamezniki smo nič. Kot skupina lahko pa govore premikamo. Veste, če bi jaz zdaj rekla, poslušajte zdaj moram prav, da zaključimo, zunaj čakajo avtobusi, mi smo lepo krcali na avtobus, gremo jih počevali. Ja? In tam boste vi šli ven z avtobusa, pa boste polovili medveda. Nima na avtobusa počakali. Najbrž bi bil rezultat 1:0 za medveda. Če pa jaz rečem, se bude spremerna. Če pa rečem, gremo mi vsi skupaj. Pišem ga možno zelo rata, da ga polovimo. Kot skupina ja, kot posameznik nič kaj. To je pa plod odlične komunikacije. Jo prepoznate? Angleška kraljica, je njen Filip, 72 let sta poročena in tudi tele fotografije, oziroma tista fotografija, na kateri sta starejša, je plod uspele komunikacije. Ona ga je pri 13 letih prvič videla in je rekla, no, ta bo pa moj. Taka je vse zgodba za javnost. Skratka, 72 let ljubezni in ljubezen, ki jo dajemo, pa prejemamo, je tudi nekaj, kar počnemo preko komunikacije.
imigranti po hudem naburju v Grčiji. Na Lesbosu so pristali, 3 dni so potovali, ta potka je bila tudi nagrajena. Tule so prvič se dotaknili zemlje in kaj vidite v očeh tega fanta? To je z leta 2015. Žalost, obup, ampak tudi upanje. Ker če si ti 3 dni pa 3 noči na enem malem čovnu, pa če stopiš na trda tla, upanje. To, da je bil ta fan 3 dni pa 3 noči na enem čovnu, je plod komunikacije. Prva misel, ki jo je nekdo dobil v glavo, je to prvo misel izgovoril in vsem se je to začelo. To je moj sin, Karli Štorman, 2 leti pa pol star, igra nogomet na lastnem igrišču doma. In Karli sam sebi pravi, Karli je lep. Vsi mi smo sebi pravili do 3. leta naše starosti samo lepe stvari. Mi smo bili najbolj samozavestni ljudje na svetu. Nihče si ne rekel, jaz pa tega ne zmore. Kje ste še bili pri 3-letniku, pa 4-letniku slišali, da ne rekel, jaz pa tega ne znam. To se pojavi kasneje, ko nam postane mnenje drugih ljudi neprimerno bolj pomembno kot naše lastno mnenje. Človek se vam vpraša, ne? Po logiki tega. Naslednja fotografija, ki pa govori dosti o nenormalni komunikaciji, oče in sin sedita na svojem domu v Gazi, leta 2012, tudi tole je posledica prve misli, ki je prišla nekomu v glavo in potem postala stavek. Woodstock leta 1969, 400,000 ljudi, najbrž bi bilo še več, ampak je bilo slabo vreme, pričakovali so jih okoli 20,000, tako da že to je bilo strašno presenečenje. Še enkrat toliko ljudi je ostalo v cestnih zamaških radiusa 50 km okrog prizorišča in glasbenike so na oder vozili s helikopterji, toliko je bilo ljudi. To je bil protest proti vojni, to je bil klic po ljubezni, po miru in posledica te komunikacije je bila pa najbolj vidna 9 mesecev kasneje, ko se je na širšem področju države New York rodilo okrog 120,000 otrok več kot v letih poprej. Tudi to je komunikacija. Na Evropi 2012, trgovski center, bil 24. december, mati in njena otroka so se skrivali pred militantnimi skrajneži, ki so napadli ta trgovski center in mati je svoja 2 otroka tolažila s komunikacijo. Čisto potiho ima je pela pesmi, ki so se takrat slišale iz zvočnikov, božične pesmi v tistem nakupovalnem centru. To je posledica zgrešene komunikacije. In če zaključim, vse to torej dela komunikacija. Ko boste danes prišli domov, stavek, ki ga boste izrekli, bo imel na nekoga vpliv. Ko boste jutri zjutraj stali, prva misel, ki bo v vaši glavi, bo imela vpliv na vas. Če boste to misel izrekli na glas, bo ta misel oziroma stavek imel vpliv na nekoga drugega. Po vsem tem, kar smo zdaj videli, človek kar ne more verjeti, da to smo pa mi vsi. Takšni se rodimo. Mogoče je barva kože malo drugačna, oči malo bolj okrogle, malo bolj poševne, ampak tam nekje 50 centi dolgi, 3 kile pa nekaj težki. Ne glede na to, da smo rojeni v Nairobiju, ali v Južnem Sudanu, ali v Ameriki, ali na Hrvaškem, že to nam včasih ne gre v glavo, ne? Že to se nam zdi, da smo zelo različni, ali v Nemčiji, ali v Sloveniji, to smo mi. In res pa tako razmišlja človek, pa ni jasno pa za take male kempe. Pridajo tako usodne stvari, povezane s komunikacijo, usodne v dobrem, pa v slabem smislu, ne? Kot smo jih videli prej. Pazite torej na svoje misli, ker te misli hitro postanejo vaše besede in postanejo vaše stavki. In s temi mislimi, besedami pa stavki vplivate na sebe in vplivate na druge in vplivate na svet in posledično svojimi mislimi pa stavki pa besedami spreminjate svet. Vsak od nas ima vsak trenutek v svojem življenju možnost, da se odloča po svoje, da izbira na eni strani med ljubeznijo, da tako rečem, in na drugi strani med strahom. Med ljubeznijo oziroma pogumom in med strahom. Strah vedno prihaja iz nekega pomankanja.
In jaz vam želim, da bi čim večkrat v življenju, vsak dan znova, izbrali dovolj poguma, da bi delali stvari in govorili stvari z ljubeznijo. Hvala lepa.